Lepo pozdravljeni v Kajak Kanu magazinu. Tokrat smo v Celju, kjer so slalomisti sezono zaključili s tekmo državnega prvenstva. Morda boste rekli, da pa je tale proga premalo zahtevna za tovrstno tekmovanje. Ja, verjetno imate kar prav, vendar pa smo kljub temu spremljali zelo zanimive vožnje. Organizatorji pa so se potrudili, da so pripravili tudi zelo atraktiven spremljevalni program. Državno prvenstvo v Celju je minilo v odsotnosti nekaterih najboljših. Svetovna prvaka Sašo Taljat in Luka Božič še nista vrnila iz ZDA. Njuna disciplina pa je postregla z zanimivim razpletom. Tretje mesto sta osvojila Simon Hočevar in 13-letni Juš Javornik, sin olimpijca iz Barcelone Boruta Javornika. Vidimo, da imaš novega partnerja v dvojcu. Je bila tole tvoja ideja? V bistvu je bila ideja, ne vem, od otrok, da če bomo cedve tudi kaj tekmovali, pa sem rekel, ja bomo, ampak potem glede na to, da so lahko samo starejši dečki dirkali, so z Juša hitro sestavljali ekipo. Prva kvalifikacija je bila še malo bolj taka, zato ker so se šele uveslavali, ampak pol v finale so pa že kar lepo, za naja nivo zelo lepo odpeljali. No, tudi samo z enim dotikom, kar je bilo danes na te zelo zaviti progi, že kar umetnost. In kako ti je bilo veslati v dvojcu s Simonom za tabo? Ja, malo čudno, predvsem zaradi tega, ker je on večinoma poganjal vse skupaj. Najboljša sta v disciplini, v kateri imamo Slovenci svetovna prvaka. Povejta, sta pričakovala oziroma kaj sta pravzaprav sploh načrtovala za današnjo tekmo? Ja, definitivno je za naju to bil izziv ta tekma. Nisva pričakovala, da bi prav zmagala, vendar vse nam je dobro išlo. Sva nekako srečna. Jaz sem tudi ful vesel zaradi tega, ker mi dva po evropskem nismo imela enega konkretnega treninga v Cvarju. Smo se bolj posvečala posamičnim disciplinam. Bolj pač en teden pred tekmo smo se usedli enkrat za feeling in se je šlo, ja. V ostalih disciplinah presenečenj pa vsem na vrhu ni bilo. Nekateri trenerji si še vedno upajo, Uroš Kodelja je vozil celo v finalu. Benjamin Savšek pa je srebro svetovnega prvenstva potrdil še z naslovom državnega prvaka. Zdaj škoda, ker je lih državno na koncu sezone, po svetovnem prvenstvu, da se moč pol jaz, na primer, sem se mogel po enem super uspehu še enkrat motivirati za državno prvenstvo, ker če greš pač glih sam za brez veze, pol to ni to, tako da se vsem treba pač pripraviti in sem vesel, da sem potrdil še naslov državnega prvaka in lahko zelo uspešno zaključim svojo sezono. Čestitke za naslov državne prvakinje, kakšno veselje si pripravila z odlično vožnjo? Ja, hvala. Ja, ne vem, jaz sem bila kar zelo vesela, zato ker nismo zdaj septembra nekaj veslali v Kanuju, sploh sedela nisem od zadnje tekme v Bratislavi. In sem bila kar vesela, da sem lahko premagala Nino, pa tudi s progo sem kar redo upravila. Kako zahtevna je pravzaprav današnja proga? No, proga je kar zahtevna, tako da v bistvu se je treba kar namatrati, če si hotel dobro vožnjo brez dotikov spraviti skozi. Ja, voda se ne zdi nič posebnega, ampak ta vratca zelo skupaj so postavljene, ne? Ja, kar postavljalec nas je kar prvoščil. Tukaj dejansko poznaš vsako brzico. Ti je mogoče tudi sama proga kar precej znana, verjetno trener tudi na treningih večkrat postavi podobne kombinacije. V bistvu tale proga me je zelo presenetila. Je precej zaprta, težka za Savinjo, tako da je bilo kar precej napak, to se je tudi videlo v kvalifikacijah in tudi naprej. Slalomom v Celju se je sezona na divjih vodah za tekmovalce tudi uradno končala. Trenerji pa so z mislimi že pri naslednji. Poskušali bomo zadržati to kvaliteto, ki jo je do zdaj osvojil. Bova probala tudi zdaj v jeseni drug model čovna, tako da bomo poizkusili, ali ta nov model prinese kakšno dodano vrednost, če ni, ostajamo na starem preizkušenem in gremo z manjšimi dodatki oziroma popravki v naslednjo sezono. Jaz si ponavadi že skozi celo sezono zapisujem ideje, ki jih vidim, pa tako si počasi pripravljam
plan, ki ga bo naslednje leto probal realizirati. Prvo delo bo treba narediti normo za Slovenijo, to se bo delalo v Londonu septembra, potem pa sigurno bo glavni cilj osvojitev norme za olimpijado. Zanima nas, kje je Peter oziroma kako pravzaprav poteka njegova rehabilitacija? Ja, zdaj trenutno je doma, ker je bil 3 tedne v Šmarjeških Toplicah, potem se še prvošel 5 dni na morju s hčerkico, z družino. In zdaj rehabilitacija poteka normalno, tako da upam, da bo tam čez en mesec že lahko začel na polno trenirati. Torej že vesla tudi v čovnu? Ja, v čovnu že vesla na mirni vodi, tako da samo naravnost, ker te odklone in pa privlačenja to še ne smeje, ker še rama je ugibljiva tam okoli 75%, tako da jaz upam, da bo tule zdaj šlo malo hitreje, ker bo počasi treba že kar na polno delati. Organizator Kajak Kanu klub Nivo Celje je državno prvenstvo oplemenitil s koncertom in dodatno tekmo pod reflektorji za pokal Celja. Kajakaški center na Špici je ponudil več kot samo državno prvenstvo. Želje kluba pa so še naprej usmerjene k preureditvi proge. Mi smo lani sicer to progo malo popravili, ampak to ni to, kar smo želeli. Še vedno je proga za otroke. Vsaj eno mladinsko progo, vsaj približek Solkanu bi mi želeli imeti v Celju. To bi se dalo narediti ne prevelikimi finančnimi sredstvi. Problem pa so, tako kot se rekel, papirji, pa jaz verjamem v to, da bomo tudi to enkrat rešili. Naši te večji mladinci, rečem člani, se morajo voziti 3-krat, 4-krat na teden v Tacen. To so stroški, to je čas, to je nevarnost na cesti in kup stvari. To trening ni pol 2 uri, ampak ti vzame 6-7 ur. In težko se je kosati pol tudi, če hočemo kaj več za tistimi klubi, ki pa so pred klubom, ki imajo divjo vodo, v Ljubljani ali pa v Solkanu. Za lepe nagrade so se tekmovalci na vso moč gnali tudi na nočni tekmi, kjer so bili zmagovalci isti kot na državnem prvenstvu. Svojih žarometov so privabili še več gledalcev in samo vprašamo se lahko, kakšen dogodek bi v Celju pripravili, če bi imeli progo, kot si jo želijo. Izjemna sezona je za nami, kakšna pa je strokovna ocena direktorja slovenskih reprezentanc, mogoče še posebej po tej sijajni izkušnji na svetovnem prvenstvu v Deep Creeku, tako da so naši tekmovalci prinesli 3 medalje. Res je za nami izjemna sezona in kolajne iz Deep Creeka so v bistvu češnja na torto na celo sezono. Vse skupaj smo osvojili 20 kolajn na velikih tekmovanjih, od tega 7 v olimpijskih disciplinah, se pravi 7 posameznih kolajn. Na to smo dodali še ali pa obranili zlato kolajno na olimpijskih igrah mladih. Tako da res sezona je izjemna in seveda si sam želimo, da bi tako nadaljevali tudi v prihodnjih letih. Imamo ne samo odlične posameznike, pač pa se zdi, da za res izjemno ekipo najboljših tekmovalcev v članskih reprezentancah. Slalomska ekipa je izredno mlada. Že nekaj časa trdimo, da imamo ekipo, ki bo osvajala vrhunske uvrstitve še kar nekaj naslednjih let. Letošnja sezona je bila mogoče malo specifična v kajaku, ker nam je že takoj na prvi tekmi svetovnega pokala iz ekipe izpadel Peter Kauzer zaradi poškodbe. Takrat nam je bilo mogoče celo v prvem trenutku malo strah, kako bo zdaj z rezultati naprej v sezoni, vendar so ostali tekmovalci, ki so tudi že v prejšnjih letih seveda osvajali vrhunske uvrstitve, osvajali kolajne, res izjemno peljali sezono. Seveda pa ne gre pozabiti na vrhunske predstave naših spustašev na svetovnem prvenstvu, naslovov svetovnih prvakov, ki so jih osvojili mladincev, slalom mladincev, spust mladincev. Skratka, rezultatov je cela vrsta, tako da je kar težko izpostaviti tiste najboljše.
Predstavljamo mladeniča, ki sta slovenske barve letos zastopala na olimpijskih igrah mladih v kitajskem Nanjingu, kjer je Anže Urankar osvojil zlato medaljo, Leon Breznik pa je bil 4. Po zmagah na slovenskih izbirnih tekmah sta vsak zase začela priprave na tekmovanje, ki je specifično, proga pa drugačna, kot smo jih sicer vajeni. Mislim, da je bilo najbolj pomembno, da si bil dobro fizično pripravljen, ker je potekalo na mirni vodi. Sestavljena je bila pa iz skoka in 8 boj. Jaz sem treniral na navadnih bojah, ki sem jih sam doma naredil. Sam toliko, da sem malo prišel noter, ker je treba malo drugače. Ne moreš se prav izmikati kolu, ker je boja v vodi in ne moreš nič krajšati linije pa to. Srečko Masletom z mojim trenerjem sva postavila približno tako progo brez skoka. Imel sem tudi to srečo, da so mi uspeli zrihtati čoln, enak model, kot je bil tudi na olimpijskih igrah. To je bila ena prednost zame, da sem se tako lahko dobro pripravil. Ja, jaz sem imel malo krajšo progo, jaz sem si postavil samo 3 boje, ampak razmak med bojami je bil isti, kot na olimpijskih igrah, tako da v bistvu, ko sem naredil 2 kroga, je bil čas zelo podoben. Priprave doma so uspele, progo pa sta potem v celoti preizkušala še na prizorišču in tam skovala uspešen tekmovalni načrt. Mi smo kar dobro taktiko naredili, ker dosti konkurentov se je šlo vsako vožnjo na polno, jaz sem pa glih toliko, da sem uspel se kvalificirati naprej in potem sem v finalu bil dosti počit in sem lahko pokazal vse. Po mirni vodi, po ravnini so približno vsi enaki, na skoku in pa na eskimu se pa da dosti dobiti, pa na obratih tudi, predvsem na obratih se da dobiti. Tudi ti si bil zelo, zelo blizu medalje. Kaj praviš na polfinalni obračun in potem na tisto, kar je še sledilo, ko si že čutil, da je nekaj zelo, zelo blizu? Ja, v polfinalu se pravi, se ni vse iztekel tako, kot sem hotel, pol sem imel pa zelo malo časa je bilo vmes med polfinalom in pa to tekmo za 3. mesto. Do polovice sva bila, za 3. mesto sva bila do polovice zelo izenačena, 2 desetinke mogoče je bilo razlike, pol v drugi polovici je bil pa on hitrejši in malo se mi podrlo vse skupaj, pa težko je nadoknaditi to, kar si izgubil. Že na skoku sem videl, da sem Grigarja, se pravi, ki je bil proti meni, dobil kar dosti, ker je on naredil slab skok. Potem sem sam veslal na polno in na polovici sem že vedel, da bom zmagal. In res sem bil vesel pol. Izjemen uspeh obeh fantov je odlična spodbuda za sezone, ki sledijo. Nekdanja prestolnica Kitajske, Nanjing, po slovenski olimpijski reprezentanci ostala v spominu po 8 osvojenih medaljah in druženju s sovrstniki iz celega sveta. Hkrati pa je bil tovrsten festival tudi dragocena preizkušnja zbranosti in discipline. Meni je bilo zelo všeč, edino malo me je motilo to, da smo imeli na koncu šele tekmovanje in se nismo mogli toliko zabavati, kot drugi. Smo mogli do konca trenirati in to. Drugače pa zelo dobra izkušnja. Ja, od same Kitajske v bistvu nismo prav dosti odnesli, samo enkrat, tako da smo šli v mesto. Drugače pa ne vem, veliko je bilo potovanja vsega skupaj, pa to mi je zelo, v bistvu mi Slovenci si sploh ne moramo predstavljati, kakšne so to veličine, pa to zato, ker mi smo se 1 uro vozili do proge in to tam za njih ni nič, da bi mislim, kad greš čez, ne vem, tretjino mesta, pri nam naš 15 minut, tam smo se pa 1 uro vozili z avtobusom v eno smer, tako da to je bilo tudi, v bistvu smo sam trenirali, ni bilo časa za nič drugega. Bravo Anže in Leon, držimo pesti za nove nastope pod 5 olimpijskimi krogi.
Kajakaška zveza Slovenije ima novega predsednika. Pokojnega Bojana Žmavca je nasledil predsednik uprave Elektra Ljubljana Andrej Ribič. Takole je v družbi direktorja naših reprezentanc Andreja Jelenca obiskal center v Tacnu, svoj čas pa z veseljem namenil tudi naši oddaji. Dober dan, gospod predsednik, dobrodošli na čelu Slovenske kajakaške zveze. Vodstvene funkcije vemo, da vam niso tuje, prav tako pa sem slišal, da ste bili tudi sami aktiven športnik. Dober dan, res je. Skupaj z kajakom in kanujem imam ljubezen do vode. Jaz sem bil v mladosti aktiven plavalec, sem treniral plavanje. Po plavanju sem se ukvarjal z potapljanjem, še vedno. Sem inštruktor potapljanja in pa rad jadram. To se pravi, rad imam športe, ki so vezani na vodo. Kakšno bo pravzaprav vaše delovanje na čelu Kajakaške zveze Slovenije? Kako vidite svojo funkcijo? Tukaj moram povedati, da gospoda Žmavca se ne da nadomestiti. On je živel za ta šport, bil je tudi sam športnik, rasel je z njim od majhnih nog iz otroštva naprej. Moja vloga tukaj bo že zaradi znanja, ki ga ima gospod Žmavc, drugačna od njegove. Jaz bom predvsem poskušal, tako kot sem že prej omenil, paziti, da bo ta šport, da bodo pogoji za tekmovanja, taki kot so bili do zdaj. Predvsem tukaj je potrebno veliko napora vložiti v prepričevanje dobrih družb, da sponzorirajo še naprej. Morda najde nove sponzorje, morda bo potrebno spremeniti organizacijo. To se bomo sproti pregledali. Skratka, želja je, da so rezultati tudi v bodoče taki, kot so bili do sedaj. Slovenski kajakaši in kanuisti ter seveda njihove kolegice so med najtrofejnejšimi v slovenski športni družini. Panoga ima v njej spoštovano mesto, vse bolj pa se razvija tudi v rekreativnem smislu. Andrej Ribič je zvezo prevzel v času, ko ta premore svetovna prvaka in seveda mu želimo, da bo krovna kajakaška organizacija tako uspešna tudi pod njegovim vodstvom. Dejan Fabčič je športnik invalid, ki se lahko pohvali 6. in 7. mestom na paraolimpijskih igrah v Pekingu leta 2008, kjer je tekmoval v plavanju. Nato se je posvetil zaključku študija medicine, si ustvaril družino, kaj kmalu pa uvidel, da ne more brez športa. Nov izziv je našel v parakanuju, s katerim želi čez 2 leti nastopiti na svojih drugih olimpijskih igrah. Že priti na olimpijske igre bo zelo velik uspeh in jaz mislim, da kdor se bo tja uvrstil, bo s tem že izpolnil cilj in tam je tekma zase, tam je psihološka priprava skoraj bolj pomembna kot fizična, to sem videl že v Pekingu in praktično vsi, ki se bojo ali pa upam bomo uvrstili v Rio de Janeiro, bomo telesno zelo blizu in mislim, da bo samo dnevna forma in psihična priprava tista, ki bo odločila tekmo, tako da se lahko zgodi vse. Obiskali smo ga na delovnem mestu, v bolnišnici v Šempetru pri Novi Gorici. Jaz sem tukaj specializant interne medicine in v bistvu dobili ste me na delovnem mestu v diabetični ambulanti, kjer vodimo dnevno bolnike s sladkorno boleznijo. Tam v eni drugi ambulanti pa se precej ukvarjamo tudi z boleznimi ščitnic. Medicina in šport sta povezana, zdaj pri meni to pridemo izkoristim pri fizični pripravi, pri različnih načinih treninga, mogoče v prehrani, pa tudi mogoče, da se mi ne zgodi, da bi postal pretreniran. Drugače pa nekaj od tega delim tudi z drugimi, recimo letos sodelujemo z najuspešnejšima kajakašema, z Luko pa Sašom, tako da z roko v roki nekako en drugemu pomagamo. Čisto konkretno malo skrbim za njihovo pripravo, kar se tiče krvnih testov, da ne izterijo, da mogoče pravočasno ukrepamo, če je kakšnega elementa v telesu oziroma v krvi premalo. S Sašotom smo lansko leto naredili en dober plan, da smo ga celo v obdobju mirovanja oziroma manjših treningov uspešno operirali in ima zaradi tega letos manj težav v čolnu. Tako, za sproti rešujemo probleme. Vam tudi ona dva vrneta s kakšnim praktičnim nasvetom, kako delovati v kanuju oziroma kajaku? Ja,
sodelovanje je vzajemno, tako ne dva mi data kakšen dober nasvet, tudi opremo sta mi posodila letos, ko mi je veslo manjkalo, pa predvsem pa z Dejanom, njunim trenerjem, sodelujemo tako po organizacijski plati, pa tudi z nasveti pri treningu. Ja. Zdravniki vemo, da imate ogromno dela. Kako sploh uskladite v svoj čas, da vam ostane tega še toliko, da lahko tudi trenirate in tekmujete? Predvsem je pomembno, da si čas zelo natančno razdelim in da sem discipliniran. Ponavadi je tako, da po službi, ko zaključimo ambulanto, se odpravim na klub, naložim čoln na avtomobil in grem veslat. S tem se sebe razbremenim, se pravi psihične obremenitve tistega dne, opravim dober fizični trening in hkrati se tudi v bistvu zrekreiram oziroma napravim tisto, kar je po programu za trening. Projekt Parakajaka je Kajakaška zveza lani zaupala Nini Mozetič. Z Dejanom Fabčičem so dobili kandidata za nastop na paraolimpijskih igrah in da bi ta cilj tudi dosegli, razširili skupino strokovnjakov, ki mu pomaga priti do Rija. Kar se tiče bolj tehničnih zadev, bi za njega skrbel Jernej Župančič-Regent, ker je prav zmernih vod in mislim, da ima glede tega največ znanja. To se, kar se tiče tehničnih zadev v kajaku, v kanuju bo za njega poskrbel Andrej Jelenc, ker je dolgo let veslal kanu in je pripravljen tudi pomagati. Kar se tiče pa fizične priprave, bom pa jaz skrbela za Dejana, vključili bomo tudi Dejana Kralja. Napredoval je v prvi sezoni zelo hitro, presenetljivo hitro. Vnesel je veliko od vseh svojih izkušenj z vodo iz plavanja, kar je bilo zelo zanimivo spremljati. Nažalost pa na srečo tudi konkurenca zelo hitro napreduje in smo v bistvu v prvem letu ugotovili, da večino njegove konkurence tudi praktično profesionalno trenira in se ukvarja s tem. In to je Dejanov najtežji problem, da ima še tu svojo specializacijo, delo, družino in se pač mora boriti čim bolj profesionalno, skoraj profesionalci. Dejan je letos na tekmi svetovnega pokala v Milanu osvojil drugo mesto v kajaku, sedaj pa je popolnoma osredotočen na trening kanuja, saj je v programu paraolimpijskih iger v Riju za njegovo skupino invalidnosti samo ta disciplina. Kar se tiče same stabilnosti, se zdi, da je v tem parakanuju celo lažje veslati kot v parakajaku. Ja, tudi jaz sem tako mislil, ko sem ga gledal z brega, ko se pa enkrat usedeš noter, pa vidiš, da je na nek način lažje parakajak veslati, ker si bolj stabilen, bolj dela, bolj simetrično se premikaš in veslaš. Tukaj je zelo težko držati smer čolna, ker moraš vse z enim majhnim manevrem z veslom praktično zavijati levo, desno in se mi zdi ta stvar še najtežja. Absolutno ni tlele samo moč, da boš vlekel veslo po vodi, ampak je dejansko še več tehnike pri kanuju kot pri kajaku. Pred dnevi je dobil nov, pravi tekmovalen parakanu, ki ga je preizkusil že na svetovnem prvenstvu v Rusiji. Sedaj ima vso potrebno opremo za vrhunski rezultat, zato naj z njim prevesla vse do Ria de Janeira. Sezona je končana, v to se lahko prepričate tudi sami. Kar pogledajte, kako vsi pospravljajo in dajo svoje kajake in kanuje na suho. Hkrati je bil to tudi zadnji letošnji Kajak Kanu magazin. In kaj reči ob samem koncu? Mogoče to, da naj bo tudi prihodnja sezona s tekmovalnega stališča tako uspešna, kot je bila letošnja. Za vse rekreativce pa obilo užitkov tako na divjih kot tudi mirnih vodah. Hvala lepa za vašo pozornost.